Pozdravljeni, moje ime je Andreja Farič, sem direktorica nepremičninskega podjetja Simak, delam kot nepremičninska posrednica, tudi kot pravnica. Kako bi opisali sam trg v zadnjih letih? Ko sem jaz začela delati, je bila kriza, kar pomeni, da je bil trg zelo miren, medtem ko je potem v zadnjih, rečemo, 3, skoraj 4 letih precej živahno. Cene so narasle, več prodaj se je sklenilo, več dogajanja je, tako da Se stanje izboljšuje? Se stanje izboljšuje zelo. Mislim, ko sem jaz začela, je res bilo to zelo mirno proti zdaj, no. Čeprav pa je še ne toliko, kak je bilo leta 2008-2009. Ja, ko je bila najglobja kriza? Mislim, pred 2008-2009, torej. ko je bilo še živahno. Torej v najboljših časih? V najboljših časih. Tebe ni bilo. Mogoče pa boste prinesli najboljše čase nazaj. Mogoče, upam, da. Ne, je že v redu, res, no, to moram reči. Torej, cene ste omenili, da so se povišale. Tako. Na katerem področju, torej na prodaji stanovanj, hiš? Najbolj na prodaji stanovanj, tu so v zadnjih letih res rasle, medtem ko hiše niti ne tako, še vedno pa ni rast cen ali pa nekega večjega povpraševanja po poslovnih nepremičninah, ne. Malo več je že tudi po parcelah, ampak najbolj izrazito pa stanovanja. In v katerem delu? Najbolj, recimo, če se osredotočiva na Štajersko. Na področju Maribora so verjetno cene najvišje? Ja. In v središču Maribora, tudi v okolici? Najvišje cene dosega pa najbolj je ljudem interesantno Center in Tabor. Potem tudi Pobrežje pa Nova vas, še vedno pa se mi zdi, da nekako ljudje najmanj, in tudi se to pozna na cenah, pa recimo Tezno, Studenci, Melje. Torej bolj mogoče industrijski predeli. Ja. Tam so pač najnižje cene, pa največ povpraševanja pa vedno na Taboru pa v centru. So pa tudi verjetno novejše nepremičnine na teh predelih? Ne, ravno to bo zdaj v letu 2019, mislim, zdaj se po Mariboru začenja zelo dosti graditi in večina teh stanovanj, novogradenj bo vseljiva v letu 2019, v bistvu v letu 2018 ni bilo nobenih novogradenj, zato je tudi cena rabljenih stanovanj zelo narasla, hitro so se prodajala, ker je povpraševanje bilo dosti višje od ponudbe. Zdaj pa pričakujejo, no, da bi se naj to v letu 2019 spremenilo, oziroma ne, da bi zdaj cene padle rabljenih stanovanj, ampak da bi se stabilizirale, da več ne bi toliko rasle, ampak to se bo videlo, no, kaj bo prineslo, no. Tudi kak bojo zdaj cene teh novih stanovanj, ne, in pol bo to se imelo neki vpliv na trg. Ja, gradi se zdaj torej precej stvari. Zdaj se precej gradi, ne, in bo v tem letu bojo začela biti ta stanovanja vseljiva. Ena se že prodajajo, čeprav še niso dokončana, tako da tu se bo potem videlo, kako bo to vplivalo na cene rabljenih stanovanj, ne. Zdaj pričakuje se, da cene rabljenih stanovanj več ne bojo se dvigale, da se bojo stabilizirale, mogoče pa tudi bo se malo znižala cena, ampak to je težko zdaj nekaj na pamet govoriti, to bo čas pokazal. Bi pa nekomu, ki se odloča za prodajo stanovanja, svetovali, naj se zdaj odloča? Ja. Čim prej? Ja. Kaj pa recimo za kupca? Bi pa priporočali, naj še malo počaka? Je odvisno, no, kaj si tudi kupec želi, ne, zdaj ne vem, če si želiš novogradnjo, pol počakaj, ne, jaz mislim, da cena zdaj rabljenih vseeno ne bo tako drastično pa za toliko padla, da bi mogel zdaj nekdo čakati 1 leto, ne. Ampak če pa si nekdo želi novega stanovanja, pol pa pač mora počakati, da se ta dokončajo, ne. Torej stanovanja, ki se bodo gradila, bodo po pričakovanjih luksuzna, nadstandardna, oboje? Oboje. Da se bo za vsak okus nekaj našlo, kar si pač želijo, tudi bojo od enosobnih do 5-sobnih, torej malih, velikih, luksuznih, malo manj luksuznih, tako da naj bi bilo za vsakogar nekaj, no.